Živijo, pozdravljeni spet v Digitalijah. Tokrat sem na terenu, kjer bi rad izkoristil še zadnjo priložnost, da temeljito preizkusim tole zelo zanimivo Samsung Galaxy kamero, hibrid fotoaparata in Androida. Tokrat preizkušam zelo močni zoom. Pa veš, kako se reče temu, lej? To je power zoom. Močnostni zoom po slovensko, vidiš to, lej to. In sicer tamle sem obesil pod strehco eno ptičjo hišico in čakam, da pridejo ptički, ki jih nameravam seveda posneti. Maxi. In bom preprosto pozumal do tja, takole, še malo, gre. Tako, in sem pripravljen na čudovite fotke. Evo, tele. Medtem pa, ko čakamo na ptiče, naj vam priporočim še en zelo dober softver. Če sem že v prejšnji epizodi omenjal uporabnost filtrov, Snapseed deluje odlično in zelo priročno tako na Androidih kot na iPhonu. Naj vam demonstriram. Tole fotografijo, ki se mi, priznam, ni ravno najbolj posrečila, bom poskusil popraviti, izboljšati ali polepšati s programom Snapseed. Najprej naložim fotografijo v Snapseed. Tule nekje je. In zdaj jo lahko v tej aplikaciji urejam na zelo zanimiv način, z zanimivim uporabniškim vmesnikom. Z vlečenjem gor pa dol lahko izberem, kaj bom popravljal, recimo kontrast, in z potegom levo-desno nastavljam moč kontrasta, torej več ali manj. Jaz ga imam rad več. In tako dalje. Seveda, ker pa je bila fotografija takoj v trenutku shranjena v Dropbox in preko SIM kartice prenešena preko GSM omrežja v oblake, lahko zdaj tole fotografijo uredim tudi na svojem računalniku. Recimo z enim okusnim center focus efektom, majčkeno ga zmanjšam, majčkeno mu popravim vinjeto ali senčenje okoli roba, majčkeno svetlobe in majčkeno zameglitve. Takole nekako.